Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, prisrčno vas pozdravljam v 5. oddaji Ozadja, v kateri vam odstiramo zanimive podrobnosti iz različnih področij, za katere pa običajno v klasičnih informativnih oddajah in medijih zmanjka časa in prostora. In nocoj gostimo 3 izmed 17 zaposlenih v Valvazorjevi knjižnici Krško, kateri poleg njihovega klasičnega dela, kot ljudje večinoma opazimo, to je izposoja in pa urejanje knjižničnega gradiva. Naši gostje danes pa največkrat opravljajo še, poleg njihovega klasičnega dela, tudi nekaj dela z področja domoznanstva. In danes so z nami Vili Planinc, Urška Šoštar in Polona Brenčič. Dober večer vsem skupaj. Dober večer. Nekako kultura narekuje, da imajo dame prednost, ampak ker je danes Vili v manjšini, bomo njega najprej vprašali, da sploh pove, kaj to je domoznanstvo, kaj je to področje, posebej za ljudi, ki za ta pojem nikoli niso slišali in si niti ne predstavljajo, katero področje to sploh pokriva. Ja, hvala lepa za to prvo besedo. Dobro večer vsem skupaj. V domoznanskem oddelku hranimo gradivo, ki je na tak ali drugačen način povezano z našimi kraji in z ljudmi iz naših krajev. To pomeni, da je pogoj, da gradivo, ki ga pridobimo, da ga uvrstimo v domoznanski oddelek, naprimer, da to gradivo govori o naših krajih oziroma ljudeh, da ga je napisal nekdo iz naših krajev, če tudi govori o, ne vem, potopis iz Afrike recimo, da je mogoče ga izdala založba iz našega kraja, iz Krškega ali kateregakoli drugega kraja v naši občini, ali pa da ga je tudi naprimer natisnila tiskarna iz naše občine, naprimer. Katera področja vse pa zajema samo domoznanstvo? Tako žive stvari kot nežive, široko je to področje. Ja, seveda. Ljudje iz naših krajev so pisali ali pa še pišejo o različnih stvareh. O stvareh, ki se ne tičejo le strogo domoznanskih tem, ampak tudi o, ne vem, o medicini naprimer, o geografiji, ki se ne tiče naše občine. Skratka, teme tega gradiva, knjig in drugih vrst gradiva. V domoznanstvu nimamo le knjig, ampak imamo vse vrste gradiva, mogoče bo o tem več povedala potem kolegica. Skratka, teme so zelo različne, predvsem smo pa osredotočeni na naše domače kraje in pa domače avtorje. Se pravi, to, kar ljudje iz naših koncev napišejo, ne glede na to, ali je tema povezana z našimi kraji ali ne. Tako. Urška, katere vrste gradiva vse pa hranite? Ja, v Valvazorjevi knjižnici Krško, v domoznanski zbirki, hranimo zelo raznovrstno knjižnično gradivo, kajti lahko govorimo o neki knjižnici v malem. Tako se na domoznanskih policah znajdejo knjige, revije, časopisi, časniki, audiovizualno gradivo, to mislim predvsem na CD-je in DVD-je, ter seveda njihove predhodnike, torej videokasete in pa audiokasete. Pomembna je zbirka slikovnega gradiva. Lahko smo ponosni na našo zbirko razglednic in pa tudi fotografij. V posebnih predalnikih hranimo koledarje in pa plakate. Našel bi se tudi kakšen predmet v naši zbirki. Zdaj, kot je že kolega Vili rekel, je skupna značilnost vsega tega gradiva to, da je nekako geografsko zaznamovano. Bi pa mogoče na tem mestu poudarila še, da domoznansko gradivo nikoli ne zastari, tako da ga nikoli ne odpisujemo. No? Kje pa vse to hranite? Glede na to, kaj ste povedali, zelo širok spekter je vseh teh predmetov in gradiva, od strokovnih člankov do časopisov, do plakatov. Je to vse na enem mestu shranjeno ali imate ločene? Dejansko je vse shranjeno v enem prostoru, z izjemo dragocenejšega gradiva, ki se nahaja v železnih omarah, ognjevarnih omarah. Ja, domoznanski oddelek je taka posebna soba, je tudi zaprt pred javnostjo, predvsem iz vidika ne le varovanja gradiva, ampak tudi varovanja uporabnikov, kajti police so polne, segajo do stropa, tako da ja. Ste tudi prostorsko potem v manjši stiski, verjetno? V kar veliki stiski, ja. V kar veliki.
Polona, že Urška je omenila Posavje na razglednicah. To je tudi en tak obsežen projekt, kjer je večina avtorjev, ki so vključeni iz Posavja, in ta zbirka je zelo dragocena, ker kaže, kako so se naši kraji razvijali skozi čas v različnih občinah. Kako je s tem? Ja, mogoče en tak poseben del domoznanskega gradiva je to slikovno gradivo, ki ga je omenila Urška, in sicer znotraj tega so razglednice. Moram reči, da mogoče v zadnjem desetletju in pol ali pa skoraj v 2 desetletjih je zbiranje samih razglednic popularno tako med samimi zasebniki in pa seveda tudi v knjižnicah. Smo nekako zaznali priložnost, da skozi zbiranje razglednic lahko na nek način prikažemo tudi preteklost bivanja ali preteklost življenja v našem okolju, v krajih, v Krški in pa tudi Kostanjeviški občini, seveda in pa tudi širše v Posavju. Tako ta naša zbirka krajev, razglednic krajev iz Krške občine je bogata, moram reči, tako samega Krškega, kot tudi recimo Reichenburga. Saj vemo, da so včasih trapisti tudi izdajali razglednice, ki so bili v Reichenburgu, in pa seveda tudi drugih krajev. Poleg tega imamo pa tudi bogato zbirko razglednic Brežic, ki smo, te razglednice recimo so bile mogoče, tukaj omenim uporabno vrednost našega domoznanskega oddelka, so bile uporabljene tudi za knjige Krško stoletje na razglednicah, Brežice stoletje na razglednicah, ker v bistvu v domoznanskem oddelku seveda zbiramo gradivo, potem ga urejamo, obdelujemo, hranimo oziroma ohranjamo za današnje in pa tudi prihodne rodove, in pa seveda en tak pomemben del je tudi to, da nas obiskujejo različni uporabniki, ki ga potrebujejo ali za vsakdanje delo, ali za šolanje, ali za službo, ali pa seveda za raziskovanje in ga tako uporabijo. Seveda druga zadeva je pa tudi promocija, kar bomo tudi še v nadaljevanju mogoče povedali, no. Na kakšen način ste pa prišli do razglednic? Vemo, da tiste, ki so posebej stare, ki imajo tisto bolj dragoceno vrednost, ali pa so med ljudmi ali med organizacijami, ki želijo razvoj kakšnega kraja skozi čas prikazati, le ni tako enostavno priti do starega dokumentarnega gradiva. Kako vi pridete do tega? Na kakšen način do tega pristopate? No, nasploh do samega gradiva so poti različne. Seveda ta zbirka razglednice tudi, ali pa samo slikovno gradivo se tudi pri nas ni zgradila čez noč. Seveda se je gradila oziroma se gradi več let. V zadnjih letih tega jasno kupujemo precej manj, ker nekatere cene so kar visoke, a ne. Prihajalo je pa to večinoma v preteklosti seveda z nakupi. Ker starejše razglednice, moram reči, da so tudi nekateri darovalci tudi starih razglednic ali pa starega kakšnega fotografskega gradiva, tako da to dobimo z darovi. Večji del smo pa seveda pridobili tudi z nakupi, ampak kot sem rekla, tekom let. Iz kje vse pa črpate informacije oziroma podatke, da potem lahko zbirke urejate sistematično? Ja, kot je že Polona povedala, gradivo priteka v domoznansko zbirko po različnih poteh. Zdaj, malce tudi odvisno to do izdajatelj, avtor oziroma tudi od same vrste gradiva. Zdaj, veliko gradiva pride preko nakupa v našo zbirko, mogoče bi to izpostavilo tudi pregledovanje ponudbe v antikvariatih. Sicer pa gradivo pridobivamo preko naših domoznanskih projektov, ko knjižničari, predvsem domoznanci, pripravljamo nek projekt, naprimer razstavo, pregledujemo vire, brskamo, pri tem pridemo do številnega gradiva, ki ga potem ne predstavimo samo na razstavi, ampak tudi vključimo v našo zbirko. Potem sodelujemo tudi v širšem knjižničnem projektu Dnevi zbiranja spominov, ko preko lokalnih medijev pozovemo lokalno prebivalstvo, da nam prinese gradivo iz družinskih arhivov, ponavadi določimo neko temo in pa datum, kdaj nam prinesejo to gradivo. Pomembno je pa potem tudi posamezniki, ki nam prinašajo gradivo.
Zdaj, ne bom poimensko naštevala, kdo so ti posamezniki, jih je pa kar nekaj, tako posameznikov kot predstavnikov društev, ustanov in podobno. In to je pomembno, no, ker oni se dejansko zavedajo, kolikšen je pomen domoznanske zbirke oziroma tega gradiva, tako z vidika ohranjanja gradiva in pa omogočanja dostopnosti širši javnosti. To poskušamo dejansko, to samo ozaveščanje, poskušamo vključiti tudi nekako v bibliopedagoško delo, tako da začnemo že pri mladih, da jih vzgajamo v tem smislu. Omenili ste, da tudi pozovete, da ljudje sami prinesejo gradivo. Kako ste pa kot organizacija, kot knjižnica, kot ustanova zadovoljni samim odzivom? So ljudje odprti za to, radi delijo en del svoje zasebnosti, tako potem med širši krog ljudi? Ja, bom rekla, odvisno od teme, ki jo mogoče predpišemo, no. Ker je tudi odvisno, če tema šolstvo, ima marsikdo shranjene fotografije, kakšne spomine na šolska leta. Če gre pa tu za neko splošno temo, je odziv seveda manjši. Ja, mogoče tudi, da poudarim, da to gradivo, ki ga pač ti pozvani prinesejo, ne, mi ne zadržimo, mi naredimo kopijo, seveda originale potem vrnemo, ne. Se pa z njimi mogoče tudi pogovorite, da potem sama zgodba, ki se tiče tiste fotografije, katero so prinesli, da ima potem tudi neko ozadje, da ni samo fotografija z nekimi obrazi in z neko vsebino, ampak da je neka zgodba zadaj, da je o tem mogoče nekaj tudi pripovedovati. Delijo tudi potem to z vami. Predvsem to je pomembno, no. Zdaj samo gradivo, če nima nekih podnapisov, ni toliko zgovorno, ne. Tako da ja, zbiranje gradiva ne pomeni samo pridobivanje gradiva, ampak dejansko tudi pogovor, zbiranje in zapisovanje zgodb, tako da to je večja celota. Dejali ste, da je tudi nekaj takšnih zanesenjakov, ki sami prepoznajo pomen domoznanstva v domačem kraju. Mogoče lahko izpostavite, katera so tista področja ali pa na katerem delu so tisti ljudje najbolj aktivni, da prepoznavajo to dragoceno vrednost ohranjanja za zanamce? Ja, to so ponavadi, kako naj rečem, ljudje iz lokalnega okolja, ki so zelo aktivni v različnih društvih, se tudi želijo, no, da se to vse ohrani, kar oni ustvarjajo, kako društva delujejo, da to predstavijo. Zdaj prinašajo različne vrste gradiva, ne. Dobimo od vabil, gledaliških listov, do kolendarjev, oznanil, raznih katalogov, brošur, tako da. Zelo širok spekter. Tako. Kako je pa z digitalizacijo v vaši knjižnici in kako razmah same digitalizacije vpliva potem na delo domoznanskega oddelka? Vemo, da danes, ko je računalništvo v bistveno večjem obsegu, kot je bilo nekdaj, tudi pomembno vpliva na samo delo na večjih področjih in tudi na vašem verjetno se to pozna. Ja, gotovo. Z digitalizacijo smo se v naši knjižnici začeli ukvarjati že pred leti, ker verjamemo, da je treba tudi na področju domoznanstva, ki nekako že samo po sebi povezuje preteklost, sedanjost in pa tudi prihodnost, da je treba iti v korak s časom, v korak z razvojem družbe. Tako da smo digitalizirali nekaj lokalnih časopisov, med njimi Naš glas, Posavski obzornik, Kostanjeviške novice. Sedaj pa skoraj vsako leto digitaliziramo še kakšno mogoče manjšo zbirko. Imamo tako digitalizirane tudi razglednice, zbirko razglednic, ne v celoti, ampak delno. Tudi digitalizirali smo speedwayske plakate. Seveda nas na tem področju čaka še veliko dela. Je pa res, da je pomen tega predvsem v smislu, da so stvari na nek način, to se pravi recimo časopisi so dostopni v digitalni knjižnici Slovenije, kjer so na nivoju Slovenije zbrani številno časopisje z različnih področjih strokovnih, prav tako tudi knjižno gradivo in pa tudi slikovno gradivo, kar omogoča uporabnikom, da jim je to dostopno od doma. Seveda na nek način to omogoča ohranjanje samega fizičnega gradiva, na nek način tudi ohranjanje kulturne dediščine posameznih lokalnih okolij.
Po drugi strani pa seveda je tukaj tudi bojazen, ki se jo zavedamo, da se lahko zmanjša na tak način fizični obisk. Lahko pa tudi ne, saj lahko pogledamo tudi na drug način, ker ljudje lahko dobijo mogoče samo osnovne informacije, kar se trudimo tudi v knjižnicah z objavljanjem različnih vsebin na portalu Kamra, v katerem bo še kolegica kaj več povedala, kjer dobimo neke osnovne informacije, kot sem dejala, po več informacij pa seveda jih povabimo v knjižnico ali pa še v kakšno drugo inštitucijo z področja kulture, kot so arhivi ali pa muzeji. Pa sam ta proces digitalizacije zahteva bistveno več časa, bistveno več napora, da iz fizične oblike spravite v digitalno. Ja, kar se same digitalizacije v tehničnem smislu, če prav razumem, sprašujete, običajno ne digitaliziramo tega gradiva sami. Običajno je to nek zunanji izvajalec, ki se ukvarja prav s to dejavnostjo digitalizacije, ker tudi druge knjižnice seveda digitalizirajo svoje gradivo, zato moraš imeti neke tehnične zmogljivosti, posebne skenerje, tudi recimo plakati so takih velikosti, da mi to sami znotraj same knjižnice ne moramo digitalizirati, tako da potem se obrnemo na zunanjega izvajalca. Kako je pa s portalom Kamra, kot je že Polona omenila, kaj ljudje tam lahko bolj podrobno pregledajo, spoznajo, na kakšen način ta portal funkcionira in kaj ponuja? Portal Kamra je dejansko domoznanski spletni portal, kamor knjižnice, arhivi in pa muzeji prispevamo digitalizirano gradivo. Ni pa tu bistveno le gradivo, ampak k temu gradivu dodamo še neko zgodbo, domoznansko zgodbo. Zdaj, kaj lahko pregledujejo? Pregledujejo lahko uporabniki številne zgodbe, od zgodb o posameznikih, o delovanjih društev, o delovanjih, ne vem, mogoče župnij, kakšnih pomembnejših objektov. Zdaj, naša knjižnica je tudi že prispevala nekaj teh domoznanskih vsebin. Mogoče je bistvo tega portala tudi to, da ne prispevamo le to gradivo z vsebinami, ampak tudi na portalu objavljamo vabila na tekoče domoznanske dogodke. Potem Kamra ne moremo je nekako geografsko ločiti, je to vse slovenska zadeva? Tako je, to je vse slovenska zadeva. Zdaj, knjižnice smo združene po območjih, mi spadamo v dolenjsko območje, ampak pregledujemo lahko gradivo oziroma objave za celotno Slovenijo. Tako. Kateri pa so dogodki, Vili, ki bi jih lahko uvrstili tudi v to področje domoznanstva? Ni namreč le zbiranje gradiva, so tudi dogodki tisti, ki se dotikajo tega področja. Ja, dogodki so kar pomembni, ker so eden od načinov promoviranja domoznanske dejavnosti. Teh dogodkov se mi zdi, da je kar precej, tako da niti ne vem, če se bom vseh spomnil, niti časa verjetno nimamo za to. Ravno danes sem na lokalnem novičarskem portalu prebral novico o dogodku v petek v Kostanjevici na Krki, kjer je kolegica Alenka Žugić-Jakovina imela večer, ki ga ona imenuje Ženske zgodbe, to je cikel večerov, mislim, da to dela že par let. Skratka, tudi v drugih, ne le v Krškem, tudi v Kostanjevici na Krki in v izposevališču na Sanovem potekajo ti domoznanski dogodki. Kolegica Alenka ima tudi zelo lepo urejeno in bogato zbirko člankov o Kostanjevici in okoliških vaseh, tako da tudi ona shranjuje to gradivo in ga posreduje uporabnikov. V Krškem je pa teh dogodkov kar precej. Sam zdaj trenutno, naprimer, pri nas so tradicionalni speed večeri, vsaj enkrat na leto se mi zdi. Potem gostimo lokalne avtorje, domače avtorje, predstavljamo njihove knjige, pogovore z njimi. Lani, predlani že to, smo imeli pogovor s celotno družino Rostahar ob obletnici. Potem imamo
Se pravi, vodenje po Kapucinski knjižnici, naprimer, tudi spada pod domozdansko dejavnost, glede na to, da je ta knjižnica v Krškem. Potem imamo tudi kakšno malenkost, ko zdaj na Senavem. Na Senavem potekajo večeri pod skupnim imenom Beremo, kjer gostimo domačine, ki so na kakršenkoli način povezani s knjigo, in je njihovo delo, hobiji so povezani s tem in govorimo o branju in pa o njihovem delu. Naprimer, pripravljamo domozdanske razstave, teh je več seveda v Krškem, različne spet domozdanske razstave. Teh dogodkov je zelo veliko. No. Potem, naprimer, letos smo vpeti tudi v širša neke dogodke, Evropsko leto kulturne dediščine, ki je domoznanstvo enostavno res paše v ta kontekst, in teh dogodkov je kar precej. Verjetno sem katerega pozabil, mogoče kolegice me še spomnijo na kakšnega. Ni trenutno nobenega takega posebnega, ampak verjetno tudi lokalni mediji sproti poročajo o vsem tem, kar vi počnete, in se tudi na ta način ta domoznanski pridih čuti. Se mogoče ljudje niti ne zavedajo, da je to domoznanstvo, ampak je del kulture, dogodkov, ki jih pač pripravljamo v naši knjižnici. Na splošno je v bistvu pomen domoznanstva in pa tudi priprave domoznanskih dogodkov ali česarkoli, kar je povezano z domoznanstvom, vpetost v lokalno okolje. In dejansko tudi knjižnica se tvorno sodeluje že leta tudi z lokalno skupnostjo in pa seveda z različnimi akterji v lokalnem okolju pri zasnovanju in pri ustvarjanju takih, bom rekla, vsebin, ki na nek način tudi povežejo lokalno skupnost. To lahko rečem leta 2006, ko je bilo praktično celoletno praznovanje ob 1111-letnici prve omembe Krškega in pa pisne omembe Krškega in pa Reichenburga. In se še danes spomnim, kako mislim, da je bilo čez 1000 balonov, ali koliko se je spustili v parku na eni prireditvi. No, bilo jih je seveda še cel niz in tukaj se je vključila tudi knjižnica. Seveda sodelovali smo recimo tudi kot en tak primer, ko je bilo Josipinino leto skupaj recimo z mestnim muzejem, pa potem, ko se je Lapajnetovo leto, Ivana Lapajneta, to se pravi prvega ravnatelja nekdanje krške meščanske šole. Potem smo sodelovali recimo na kolokviju, ki je bil posvečen pisatelju slovenskemu Janezu Mencingerju. V lanskem letu recimo je bila tudi ena taka širše sodelovanje v lokalni skupnosti, in sicer to je bilo o 500-letnici protestantizma. No, kot je pa Vili že omenil, je pa v letošnjem letu smo se pa spet nekako združile različne inštitucije pod nekako okriljem občine, tudi o praznovanju Evropskega leta kulturne dediščine, ko bomo pripravili tudi različne dogodke v sklopu tega praznovanja. Tokrat koordinira pa recimo Kulturni dom Krško. Skratka, ta spekter dogodkov in povezav vpetosti v lokalno skupnost je res široka. Na kakšen način se pa povežete? Izkažete vi tisto željo po sodelovanju, tisti interes, da bi v sodelovanju še z nekom drugim nekaj pripravili, ali je obratno, ali gre vabilo nekako med ljudmi in med inštitucijami, pa se potem vsak, ki želi sodelovati, oglasi? Na kakšen način poteka ta sam proces, da začnete v sodelovanju z lokalno skupnostjo nekaj početi? Bom rekla, da v bistvu zdaj že toliko let sodelujemo pri različnih dogodkih, pri različnih takih širših praznovanjih, da je zdaj nekaj let nazaj tudi občina že sama začela zelo sistematično združevati tudi različne inštitucije, kot sem že omenila, pač praznovanje posameznega leta, ki je posvečeno nekomu, in tukaj se potem iniciativa nekako pride od nas različnih in se potem združimo in naredimo neko tako širše praznovanje, ker moje mnenje je, da je v vsaki lokalni skupnosti sodelovanje med različnimi akterji, ki tvorijo to skupnost, ki vsak na svoj način jo bogatijo in prispevajo nek delček ali pa velik delež, je zelo pomembno.
In glede na to, da so odzivi topli, da so obiski lepi, verjetno to tudi govori o tem, da delate dobro. Tako, se pravim, tudi ravno ko ste izpostavili obisk, tudi pri zadevah, kjer se nas poveže več, je verjetno obisk potem in tudi domet, promocija samega leta, recimo, ki je posvečen nečemu, je tudi večji. Ja. Pripravljate pa tudi že vrsto let zanimive razstave, tematske. Kakšne so, kako jih pripravljate, v sodelovanju s kom, na kakšen način jih pripravite, kje so postavljene, če tukaj kakšno besedo več rečemo? Oziroma razstavna dejavnost Valvazorjeve knjižnice je dejansko v celoti rezervirana za domoznanske vsebine. Že leta 2009 je tedanja kolegica Marjanca Vežnaver-Kljun začela s sklopom razstav Društvo se predstavi, kjer je pozvala lokalna društva, da so bodisi prispevala gradivo ali pa sama pripravila neko razstavo o svoji dejavnosti v naših prostorih in so se tako promovirali pred širšo javnostjo. Tudi danes še ohranjamo te razstave, ta sklop razstav, ki pa jih dopolnjujemo z drugimi razstavami, kot so na primer razstave ob pomembnejših domoznanskih obletnicah, bodisi to domoznanskih osebnosti, ustanov, društev, dogodkov. Vsako leto pripravimo tudi razstavo na Speedway tematiko. To je dejansko spremljevalna razstava ob Speedway večeru, ko nekako obeležimo obletnico otvoritve naše posebne zbirke Speedway v Sloveniji. Poleg tega smo pogostili tudi že kiparske, slikarske, fotografske razstave. Je pa tu vse pogoj, da so avtorji domačini, torej domoznanski avtorji. Zdaj mogoče zavedamo se, da ne moremo ponuditi galerijskega prostora za vse te razstave. Je pa vsekakor prednost razstavljanja v naši knjižnici v številu obiskovalcev, kajti vsak dan imamo veliko število uporabnikov, ki hote ali ne hote potem lahko vidijo tudi razstavo. Krasno, tako da poskrbite že s tem, ko je razstava postavljena, da ljudje sami lahko pogledajo. Tako. Vili, kakšno predznanje, če bi nekdo recimo zdaj prepoznal sam ta domoznanski svet kot njemu privlačen, njemu zanimiv, kakšno predznanje bi moral imeti nek osnovnošolec ali dijak, kam bi moral potem se napotiti v nadaljnjem šolanju, da bi lahko opravljal delo, kot ga opravljate vi recimo? Ja, to je zelo težko vprašanje in tudi težko odgovorim na, da bi zdaj nekomu srednješolcu, maturantu ali pa nekomu iz 3. letnika srednje šole svetoval, na katero smer naj se vpiše. Vsekakor bi bilo najbolje, da bi ta človek, ki začne delati, ali ki dela v domoznanstvu, dobil nekakšna kombinacija Valvazorja, ki je bil polihistor, po njem se imenuje naša knjižnica, imel je vedenje o vseh poljih človekovega znanja, se pravi o naravoslovju, o botaniki, o zoologiji, o zgodovini, o etnologiji, o mitih, o vražah, skratka vse. Hkrati pa da bi bil mogoče malce podoben Matiji Čopu, da bi obvladal vsaj 5 jezikov, če že ne 19 recimo, kot jih je obvladal ali koliko že Čop. Zdaj pa reči, kje bo ta človek dobil to znanje, ne vem. Vsekakor se pomembno tudi sodobna, računalniška pismenost je pomembna. Govorili smo o digitalizaciji že. Torej ne vem, ali je to študij humanistike, to študij na filozofski fakulteti. Mi smo splošna knjižnica in včasih bi bilo prav fino, če bi imeli, ne vem, mogoče fizika zaposlenega v knjižnici, ali pa mogoče pravnika, tudi v domoznanstvu. Skratka, prihaja do različnih vprašanj, ki jim enostavno nismo vedno kos in moramo tudi mi koga vprašati kdaj. Torej, kaj iti študirati, da lahko delaš v domoznanstvu? Različno. Mi trije vsi smo diplomanti filozofske fakultete. Se pravi, ni nekega enoznačnega odgovora, kam bi človek moral iti. Ja. Enostavno pač visokošolska izobrazba, potem pa so tudi verjetno izkušnje tiste, pa samo zanimanje za ta poklic, za to vejo knjižničarstva doda svoj del. Ja, po zakonu, mislim, da zakon o knjižničarstvu to določa, je za strokovno delo v knjižnici pač potrebno 7. stopnjo izobrazbe.
Obstaja pa morda tudi kakšno posebno združenje ali društvo ali organizacija, kjer si zaposleni na domoznanskem oddelku oziroma v knjižnicah, kjer se ukvarjate s tem področjem, lahko izmenjate izkušnje, si kakšne nasvete izmenjate, kakšne mogoče dobre zamisli med seboj podelite, se kje združujete na takšen način? Ja, v bistvu obstaja sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, ki je na nek način namenjena tudi izmenjavi dobrih praks in tudi deljenju nekega znanja, ki nastaja znotraj, bom rekla, samega domoznanstva v različnih knjižnicah. Nekje na 2 leti, oziroma do zdaj so bili 4 festivali Domfest, in na vsakem od teh festivalov so delili je bilo na določeno temo, ki naj bi bilo tudi uporabno pač v vsakdanjem življenju nas domoznancev oziroma naše dejavnosti. Tako je bilo nazadnje 2016 e-domoznanstvo, kjer so se srečevali pač čisto sodobnimi stvarmi, saj moramo, kot je že Vili omenil, pač poznati tudi od družabnih omrežij, kjer lahko tudi promoviraš recimo domoznanske vsebine, pa tudi razna druga e-znanja, bom rekla, ki so čedalje bolj na pohodu in tudi nas domoznance nekako potiskajo naprej proti nekemu razvoju. Že prej smo govorili o tem, da je ta prostor, ki je namenjen domoznanskemu gradivu, mogoče premajhen za vse to, kar imate, in da je pač tisto gradivo, ki je bolj dragoceno, shranjeno pa drugje. In katero je to tisto bolj dragoceno gradivo, ki ga pri vas hranite v knjižnici? Tega gradiva je več, jasno, da ne bomo našteli vsega. Mogoče bi izpostavil 3 naslove izmed tega dragocenejšega gradiva. Na prvem mestu, kronološko, če gremo, je Dalmatinova Biblija iz leta 1584. Original se je vrnil v Krško po mnogih letih. Smo zelo veseli, upam, da ne le knjižničarji. Knjiga je zelo pomembna. Pred leti je dr. Kozma Ahačič na osrednji proslavi ob dnevu reformacije dejal, da je Trubar utrl pot slovenskemu jeziku, Dalmatin pa da je zgradil avtocesto. Mislim, da bi on zelo pomemben, res, ne le on, tudi Bohorič, to sta 2 pomembna človeka iz Krškega in Brestanice, ki sta močno vplivala na razvoj slovenskega jezika, pa tudi slovstva. Pa ne le tega, tudi za duhovno zgodovino zelo, zelo pomembna. Se pravi, to je ena stvar, Biblija. Potem je tu seveda Slava Vojvodine Kranjske, original iz leta 1689, ki se takrat ni tako imenoval, ne? Ampak nemški naslov je, mislim, da Die Ehre des Herzogtums Krajn. To je pa seveda se kar spodobi, da je to tudi v naši zbirki, glede na to, da se imenujemo po Valvazorju, da je Valvazor del svojega življenja, zadnji del svojega življenja preživel v Krškem. Potem je pa še to 3. naslov, ki ga želim omeniti, to je pa ikonoteka Valvazorjana, skratka še eno Valvazorjevo delo. To je pa obsežna zadeva, 17 zvezkov, 7000, skoraj 8000 grafičnih listov. Nažalost pa ta knjiga oziroma ti zvezki, te knjige niso v knjižnici. Te knjige zelo primerno hrani Mestni muzej Krško, je na ogled vsem obiskovalcem. Mi pa upamo, da ko bo odprta nova knjižnica, da bo tudi ta naša ikonoteka na ogled uporabnikom knjižnice. Da bo mesto našlo pri vas. Tako. So pa to vse, te 3 zbirke omenjene, to so vsa ta dragocena gradiva, ki jih verjetno je potrebno že zaradi same starosti in dragocenosti listati z rokavicami? Absolutno. Absolutno. S tem, da naj omenim še 4. stvar, ki jo je vredno omeniti, ta pa ni ravno v lasti naše knjižnice, ampak je v naših prostorih, to je pa celotna kapucinska knjižnica. Tam je pa več kot 1000 naslovov oziroma knjig, mogoče naslovov manj. Vse te knjige, ki so v kapucinski knjižnici na ogled vsem
obiskovalcem našega mesta oziroma domačinom so išle pred letom 1800, se pravi, da te najnovejše iz Kapucinske knjižnice so stare 200 in več let, tiste najstarejše pa tudi pol tisočletja. Tako da mislim, da to je en zaklad, ki se ga včasih domačini premalo zavedamo. Ko pa dobimo obiske od drugod, iz drugih krajev slovenskih, iz drugih držav, predvsem pa iz novega sveta, iz ZDA in Kanade, so pa to za njih čudeži, ki v Ameriki in v Kanadi niso ravno pogosti. Niti ne obstajajo in niti ne vejo, na kakšen način razmišljati o tem, kakšno bogato dediščino sploh imamo. Ja, se tudi imajo velika mesta, velike univerze, velike knjižnice, imajo tudi v ZDA, pa v Kanadi, da ne bo pomote, bogate in bogatejše zbirke. Ampak tako majhnem mestu pa mislim, da so redki. Smo lahko ponosni na to? Mislim, da ja. Katere so pa še druge posebne zbirke, ki jih hranite? Ja, poleg Vilije že omenil Kapucinsko knjižnico, poleg tega pa lahko omenim še posebno zbirko, ki je nekako, se mi zdi, za naše okolje tudi zelo zanimiva, in sicer to je Speedway zbirka, ki smo jo zasnovali leta 2009, predvsem z namenom ohranjanja te posebne tehnične dediščine, ki je vpeta v to okolje že od leta 1957, ko je bila prva dirka tukaj v Krškem, in pa vse do danes. Mene posebno je fasciniralo to, ko so družine v preteklosti hodile celotno družno pač na Speedway stadion, na ogled dirke. Tam so preživljali v bistvu nedeljske popoldneve, dopoldneve. In v tem smo videli tudi nekako, da je to pomembno ohraniti, saj je to v bistvu edina tovrstna zbirka v Sloveniji. V njej hranimo kar precej predmetov, tako od voznikov, dobili smo jih od nekdanjih voznikov, njihovih žena ali pa tudi prijateljev, in smo tako zasnovali eno tako zanimivo zbirko, ki je, moram reči, zanimiva tako mladini, tudi najstnikom, ki jih težje pritegnemo pri kakšnih drugih zadevah, tudi branju na koncu koncev. Tako da to je ena taka zbirka za različne generacije. In ko pridejo, so nekateri kar navdušeni. Tako kot je Vili že rekel za Kapucinsko knjižnico, tudi tukaj je, ko pridejo iz tujine, je navdušenje toliko večje. Ja, druga, mogoče še taka zbirka, oziroma to je spominska soba profesorja Alfonsa Gspana, ki je bil leta 1904 rojen tukaj v Krškem. V letu 2004 smo s podpisom pogodbe z njegovo pokojno sicer ženo Nado Gspan Prašelj. Alfons Span je umrl že predtem, leta 1977, njegova žena pa je toliko kasneje predala njegovemu oziroma podpisala pogodbo o predaji celotne njegove sobe z vsem pohištvom in pa tudi za gradivom. To je preko 2300 enot gradiva rojstnemu kraju oziroma knjižnici v njegovem rojstnem kraju. Profesor Alfons Span je bil drugače bibliotekar, bil je prevajalec iz francoščine in pa poleg tega je bil tudi literarni zgodovinar, ki se je ukvarjal tako predvsem z Linhartom, tudi s Srečkom Kosovelom, ki sta nekako tudi prijatelja. V knjižnici oziroma v sodelovanju, knjižnica je sodelovala, leta 2005 smo tudi pripravili en tak dokumentarni film posvečen njemu. Skratka, z vsemi temi zbirkami oziroma s tema dvema zbirkama pa nekako čakamo tudi na boljše prostorske možnosti, ki jih bomo imeli nekoč, čez nekaj let, upajmo, v novi knjižnici. Računate potem tudi kakšno stalno zbirko, kakšno stalno razstavo mogoče ob taki priložnosti, ko bi bile nekako prostorske omejitve manjše, kot so danes? No, gotovo bo ta spominska soba drugače prezentirana oziroma postavljena na nek stalni prostor, ker zdaj je v naši, v bistvu v galeriji, kot rečemo, to je v bistvu galerija samostanskih slik, ki pripadajo samostanu, ki niso v lasti knjižnice. Potem bo pa seveda to primerno zasnovano, prav tako pa tudi Speedway zbirka, ki potrebuje tudi neke nove prijeme, drugače, kakšne bolj tehnološke izpopolnjene, bom rekla, bolj zanimive prikaze, ki pa v trenutnih danih možnosti niso mogoči.
No, glede na vse povedano, kar ste vsi trije razkrili, lahko že človek zaključi, da domoznanstvo še zdaleč ni samo sebi namen, da to niti približno ni veda ali področje, ki bi zajemalo samo zbiranje nekega gradiva in potem shranjevanje le-tega za naše zanamce, ampak da ima tudi precejšno uporabno vrednost. Kako bi mogoče opredelil, kako ta uporabna vrednost lahko med ljudmi zaživi v vsakdanjem življenju? Uporabna vrednost, ta beseda je malce zlorabljena mogoče. Jaz bi rekel za domoznanski oddelek, za domoznansko gradivo, da je njegova vrednost predvsem v tem, da ohranja kolektivni spomin naše skupnosti, lokalne skupnosti, da drži ljudi skupaj, med drugimi dogodki in dejavnostmi v naši občini. Glede na to, da ohranja ta lokalni spomin, ta naš lokalni spomin je del nacionalnega spomina. Prek tega pa seveda vstopamo v neko duhovno zgodovino Zahodne Evrope, hkrati pa tudi v splošno zgodovino sveta. Ampak je pomembno domoznansko gradivo, dogodki povezani z domoznanskimi vsebinami, so pomembni tudi zaradi tega enega čisto preprostega in vsakdanjega razloga. To je, da družijo ljudi. Na različnih otvoritvah razstav se ljudje vidijo po dolgem času, skratka ljudje pridejo skupaj in se zavedajo nekega skupnega spomina. Mogoče bi rekli antropologi, da je domoznanstvo kohezivni element družbe. Skratka, da povezuje ljudi. In to je v današnjem času, ki velikokrat že zaradi samega razmaha in računalništva in spletnih omrežij to onemogoča, je še toliko bolj pomembno. Mislim, da je to zelo dobrodošlo. Mogoče veste, kako je v krajih, Krško je sicer tako veliko in bogato, kulturno, kako je pa v krajih, ki mogoče nimajo svoje knjižnice, imajo pa mogoče razvejano, bogato, družabno ali kulturno življenje, nimajo pa knjižnice, ki bi na takšen način, kot vi v Valvazorjevi knjižnici vse to povezujete v domoznanskem oddelku, kako drugje to prakticirajo? Imate kakšne informacije glede na to, da ste v sodelovanju z ostalimi kolegi z drugih knjižnic tudi na tem področju povezani? No, dejansko v bistvu po celi Sloveniji, tako kot v Krškem in pa za Krško in pa za občino Krško in Kostanjevica na Krki, tako tudi knjižnice delujejo tudi v drugih občinah. Ne glede na to, če kraj je brez same knjižnice, seveda tisti kraj pripada po domicilno neki knjižnici in tako tudi v tisti knjižnici seveda zbirajo, obdelujejo gradivo za določeno področje. Seveda je pa zelo različno, kakšni so te domoznanski oddelki ali zbirke v posameznih knjižnicah. Lahko to pomeni nekaj polic, lahko pa pomeni zelo razvejana domoznanska dejavnost, lahko pomeni to cel oddelek, lahko pomeni velik prostor, manjši prostor. Moram reči, da pri nas je ta tradicija domoznanstva že zelo dolga. Dejansko se je za nekimi začetki začelo že po sami ustanovitvi oziroma začetku delovanja Krške knjižnice od leta 1965. Bolj sistematično in pa nekako načrtno se je pa začelo od leta 1977, ko je mesto Krško praznovalo 500-letnico mestnih pravic in pa še kasneje, ko smo zasnovali tudi celoti kot zbirko oziroma kot smo ga poimenovali oddelek, je pa res, da je v naši knjižnici bila dolga leta za to zaslužna predvsem knjižničarka, domoznanka Ljudmila Šriber, ki je ogromno ur preživela v domoznanstvu in kot smo se ravno pred samo oddajo pogovarjali, je bila kar ena taka živa enciklopedija, poznala je vsako polico, pod katero polico ali nad katero polico je shranjeno kakšno gradivo. Mi trije sicer nadaljujemo njeno delo, po njeni upokojitvi, sedaj je že 10 let, kar je, čeprav bom rekla, da je še vedno domoznanka, še vedno nadaljuje v drugih krogih to domoznansko delo, ampak mi smo v domoznanstvu, seveda ga upravljamo poleg vseh ostalih drugih del, ki jih imamo v knjižnici zadolženi tudi za to.
Preden se podamo v zaključne misli oziroma k zaključnemu vprašanju, mogoče ne bi bilo odveč vprašanje, kako pa je s tem, če nekdo želi ali iz gole radovednosti ali pa morda iz kakih raziskovalnih namenov priti na domoznanski oddelek, pogledati kakšno področje, kakšno temo, kakšnega avtorja, kako ste odprti za to? Kot sem že omenila, je domoznanska zbirka praktično zaprta, vendar je uporabnikom vendarle odprta. Zdaj, kako dostopajo do tega gradiva? Lahko, če najdejo sami gradivo preko knjižničnega kataloga, povejo svoje želje in dostavimo gradivo. Sicer lahko povejo tudi tematiko, ki jih zanima. Mi pobrskamo po tem gradivu in ga prinesemo, oni potem pregledajo. Seveda si gradivo lahko potem tudi sposodijo, ne? Ja. Smem dodati. Ena razlika, ne vem, če smo danes že povedali, da domoznanski oddelek se od drugih oddelkov razlikuje predvsem v tem tudi, da gradivo ni v prostem pristopu. Ne? Ja, večina. Ampak naj se uporabniki ne ustrašijo tega. Skratka, v domoznanski oddelek ne moreš priti in si zbirati po policah. Ampak mi, kot rečeno, zbiramo, hranimo in posredujemo gradivo. Ne rečemo, da ga izposojamo, ampak posredujejo. To pomeni, da tudi izposojamo. Gradivo, ki pa ni za izposojo, ga pa ali kopiramo, skeniramo, pošiljamo po klasični pošti, po elektronski pošti in podobno. Skratka, poskrbite, da lahko uporabnik vseeno pride do tistih podatkov, do katerih želi priti z domoznanskega področja. Tako je. In v zaključni misli bi vsakega od vas prosila, kako kot knjižničari, kot ljudje, ki se že nekaj časa ukvarjate z domoznanstvom, kaj se vam zdi tista največja dragocenost z vidika knjižničarstva, z vidika domoznanstva, ki je nekako del kulturne dediščine, kaj je tisto, kar dela to vejo tako posebno, tako dragoceno? Ja, domoznanstvo je, bom rekla, le srčika vsake knjižnice. Ker to je tista zbirka, po kateri se na nek način vsaka knjižnica od druge razlikuje. Saj je v bistvu to pri vsaki knjižnici neka skrinja zakladov lokalne skupnosti. In ta pa vemo, da je drugačna. Ampak v to skrinjo zakladov mi zlagamo kamenček za kamenček in tako gradimo neko širšo zgodbo lokalne skupnosti in smo vpeti na ta način. Poleg tega pa hranimo to za sedanje in pa tudi za prihodne rodove, da se bodo zavedali, od kod so, kam ko nekoč gredo na študij drugam. Tudi sama ste kot mlado dekle verjetno hodila v našo knjižnico in si tudi marsikaj sposodila. Tako se ljudje potem tudi gradijo, če vedo, od kod prihajajo. Seveda je pa morda sedaj tudi priložnost, ker se zavedamo, da moraš imeti domoznanstvo res rad in to res neko posebno ljubeznijo delati, da vsakemu to gradivo tudi ne pomeni toliko. Zato morda tudi nek tak javni poziv našega oddelka, naše knjižnice, da morda, če kakšnega gradiva, ki ga hranijo ljudje doma, ne potrebujejo, mislijo, da tudi za njihove zanamce ne bo pomembno. To gre lahko za fotografije, razglednice, za stare dokumente, na koncu tudi račune, kakšnih starih trgovin, ki danes ne obstajajo več, ali kakšnih starih gostiln, ki mogoče sploh nihče več ne ve, da so nekoč bile v kakšnem kraju, da jih seveda prinesejo v naš domoznanski oddelek, v Valvazorjevo knjižnico in ga tako na nek način oživijo tudi za neke prihodne rodove ali pa za raziskovalce, ki bodo morda iz tega naredili še neko tako zanimivo zgodbo za širše okolje. Kaj se tebi, Vili, zdi najbolj dragoceno z področja domoznanstva? Čisto ena taka individualna stvar. Mogoče seveda vse to, kar je Polona povedala, predvsem pa to, da sem se ogromno naučil v tem času, kar delam, tudi nekoliko v domoznanskem oddelku od obeh kolegic, od Polone in Urške, prej pa seveda od že omenjene Ljudmile Šribar. Ona je bila nagrajena z najvišjimi nagradami strokovnimi v knjižničarstvu v Sloveniji.
in od nje smo se res vsi trije veliko učili. Skratka, veliko sem se naučil v tem času, spoznal pa ogromno zanimivih ljudi, radovednih, vedoželjnih, načitanih, pametnih, skromnih, nenavadnih na trenutke. In veselim se novih dogodkov in ljudi, ki bom srečal, mogoče lahko malo reklame tudi za konec. Ob svetovnem dnevu mladinske književnosti pripravljamo razstavo ilustracij Tine Brinovar, priznane slovenske ilustratorke Senovega. Upam pa, da letos predstavimo tudi nov roman Stanke Hrastelj. Poslušali smo že odlomke, ki jih je brala. Upam, da pa to res knjiga izide in da bomo knjigo predstavili v naši knjižnici. Krasno. In še Urška, mogoče za zaključno misel, dojemanje samega domoznanstva kot veje knjižničarstva iz osebnega vidika, kaj je pomembno, kaj je dragoceno, kaj je tisto, kar dela to dejavnost posebno. Jaz mislim predvsem, da je potrebno delati v domoznanstvu, predvsem s to zavestjo, da je domoznanstvo neke vrste pričevalec preteklosti in sedanjosti za prihodnost. Krasno. Kratko in jedrnato povedano. Hvala lepa vsem trem, da ste si vzeli čas in da ste bili danes gostje in da ste odstrli marsikatero zanimivost iz področja in knjižničarstva in domoznanstva. Hvala vam za vabilo. Hvala. Hvala tudi vam, dragi gostje, pred vašimi malimi ekrani, če ste bili to uro z nami. Upam predvsem, da ste spoznali, da kar se vam mogoče skriva na podstrešjih, kar imate mogoče v mislih, da ni več uporabno in da je za kakšen zabojnik, premislite po ogledu te oddaje dvakrat in če ne, nikamor drugam, odnesite v knjižnico, tam bodo gotovo prepoznali uporabno in dragoceno vrednost za naše zanamce. Hvala, da ste bili z nami. Pojdite radi v knjižnico, razširjajte si obzorja in radi berite. Bodite pa z nami znova prihodnji teden po oddaji Posavski tednik v torek ob 8:30. Lahko noč.